Odnosi so zakon. Dober dan in lepo pozdravljeni v še eni zadnji letošnji oddaji Odnosi so zakon, v katerem je danes čast gostiti prijatelja, sina naših prijateljev, Mojce in Robija Nuč, Tima Nuča. Tim, pozdravljen. Zdravo. Živa, dobrodošel v Krškem, dobrodošel v našem studiu. Ja, hvala za povabilo, sem jih rekel, da imate zelo lepo zrihtan, lepo biti tukaj in se veselim pogovora. Fajn, jaz tudi, ja, jaz se strinjam, luštno je, veseli smo, radi delamo tule v tem studiu, lušten ambient. Ok, Tim, še enkrat res dobrodošel. Začniva s tvojim začetkom. Ti si, tako kot sem že rekel, otrok naših dobrih prijateljev, Robija in Mojce, in vaša družina, jaz bi rekel, je tako ena od najbolj svobodnih družin, kar jih jaz poznam. No? Tako, se pravi, tako v telesnem smislu, kot v odnosnem smislu. In ste mi zelo velik, kot celotna družina, in velik zgled. No? Kako je bilo odraščati v taki družini? Da mi malo kaj povej. Ja, se zdaj, vsakeč, ko pogledam nazaj, vidim, mogoče takrat nisem videl dobrih zadev te vzgoje, ampak zdaj, ko gledam nazaj, vidim, da sta tako dobro nas vzgajala in da res sta nam pustila dejansko prosto pot, da se mi odločamo, kaj zares si želimo, ne, in zelo dobro si začel, da tudi v gibalnem smislu, ne, sta nas pustila, da smo svobodni, tudi če bomo padli kdaj, tudi če, ne vem, bomo si kaj naredili, nič za to, se bomo pobrali pa šli naprej, ne. In tako, no, jaz mislim, da sta nam res dala ta prave temelje, ki jih pač rabimo za samostojno življenje pa naprej. Ker se to gibalni vidik se zelo povezuje v resnici z občutkom svobode, ne? Telo samo ima spomin, a ne, ja, in dejansko, ne vem, sem slišal za kakšno anekdoto, da so enkrat sosedje klicali, da nekdo pri vas menda dela samomor, v resnici ste pa otroci z balkona skakali. Ja, to je bilo tako, no, vse že poznaš mojega oča, ne, že oče je bil tak zelo gibalno odprta oseba, zelo veliko stvari je pač mogel probati, kako je s padalom, ne vem, še danes dela ekstremne razdalje s kolesom, hodi, kaj še delo, motocross je vozil, in pa sem tudi jaz še motocross vozil in dejansko mi je zelo, vsem nam je dal zelo veliko enih priložnosti, da se sprobamo, ne, se pravi, po zimi igramo hokej na ribniku, motorne sanke je imel, smo se vozili z motornimi sankami, vlečenco naredi po zimi, da se smučamo, da bordamo, kaj vse, ne vem, na fuzbal me je vozil, oziroma so me vozili, no, da sem tam, ne, sprobal tudi sebe, s kolesom smo se vozili, downhill, se pravi, motocross, tudi s padalom sem jaz že tudi probal, ne. Tako da, zdaj sem verjetno še veliko stvari pozabil, ampak ogromno enih takih stvari sta nama dala, oziroma nam je dal oči, oziroma tudi mami zraven, no, čeprav, ko je prišlo do ekstremnih zadev, mogoče je mami raje malo tako zamižala, ne, je bil bolj oči tist, ki nas je spodbujal v to in tukaj sploh kot otrok rabiš te zadeve, ne, ker že kot otrok, mislim, gibanje je biološka potreba, ne, in kot vsako drugo potrebo je tudi to biološko potrebo treba nekako zadostiti, ne, in to smo mi z lahkoto lahko delali, ne, in zdaj, če imaš pa ti starše, ki bo pa rekel, ne vem, ne, boš začel plezati na drevo, pa bo rekel, ne plezati, ko boš padel, pa ne skakati tja, ko te bo spodrsnal, pa bod tukaj prmer, pa used se, pa bod priden, kao, ne, bod priden, pa sed, ne, v kotu. To pa lahko potegne ene posledice za sabo, ne, in jaz sem res neizmerno hvaležen, da mi nismo tega imeli, da smo imeli to svobodo tukaj v tem smislu, ne, da tudi če sem jaz plezal po drevesu, pa, ne vem, sta videla, ja, ne vem, drsi tam, pa to je malo nevarno, pa od spodaj uno, ne, mislim, ni bilo zdaj tako, da sta prišla do mene, pa me potegnila dol, ampak saj sem padel, pa sem se pobral, se v končni fazi. Če takrat kot otrok ne boš padel,
ja, kdaj pa se boš začel naučiti padati pa pobirati, ne? Sej, mislim, ti kot otrok se moraš tako stvar, moraš doživeti tako stvar, da ko padeš, se pobereš, greš naprej in tudi se naučiš, da nič ni tazga, če padeš, ne? In to zdaj lahko tam naredimo neko sporednico v gibalnem smislu, se pravi, da se tudi naučimo, kako pravilno, kako padati, kako se znajdati mogoče v nekih položajih, ker to, kaj enkrat zamudimo, ne, tudi zdaj govorim kot nek športni pedagog, recimo, ne, kaj enkrat zamudimo mi to koordinacijsko dobo, ne, temu pravimo zlata doba koordinacije, se pravi, to traja maksimalno do 12 let, ampak v resnici do 5. 6. leta se največ naredi, ne. Okay. In če mi to zamudimo, potem ne moramo več nadoknaditi tega, ne. To je tako, kot da bi v osnovno šolo šel, ne vem, pri 20 letih, sej možgani niso več sposobni takrat, ne, ni tiste prožnosti, ne. In to je pač, iz tega vidika je zelo, mislim, je nujno, no, da daš otroku tisto svobodo, ne, kar je danes, kad tako malo gledam, ne, me mogoče malo skrbi, ne, ker ne sam, da so mogoče starši ratali taki malo zaščitniški, te raj sosed, ne, kot drugo so pa tukaj telefoni, ne, ki pa posedajo otroke, ne, pa tudi tako starši, ne vem, itak da rajš dajo telefon pa risanke, da bo tukaj, pa da bi se šli ven igrati z njimi, ne. Tako da, to je ena stvar, druga stvar sem pa tudi hotel reči, da se mi zdi, da tudi mentalno se utrdiš, to zgledam, da je tudi skozi svojo prizmo akrobatike, tudi še zdaj, recimo, ko se učim nove elemente, recimo, ne, pa ko prehajam pred nek izziv, ki je včasih pri saltah bolj mentalni izziv, kot nek fizični, ne, in tudi to se mi zdi, da lahko rataš bolj tak, mislim, kot otrok, bolj tak neustrašen pa odločen, če boš tudi šel čez te stvari, se pravi, če boš šel kdaj splezati na drevo, pa tudi, če boš pač padel, tudi ta padec ti bo tako dal neko tisto, mislim, pol, ko se boš pobral naprej, pa ko boš videl, da ni nič tazga, da padeš, ne, pa boš enkrat padel, pa boš spet videl, da ni nič tazga, da ti da to eno tako ustrajnost, neko odločnost, ne. Pa da si dovoliš probati. Pač. Da si dovoliš probati, da te ni strah, ne, ker danes se mi zdi, da so tudi otroci zelo taki, da jih je strah probati, pa raj ne bi, pa zakaj pa bi to, ne, in tudi recimo jaz, ko učim mlajše, vidim, da imajo mogoče ta problem, ne, in tukaj primerjam zdaj sebe s temi, ne, se pravi, te otroci, ki jih daš v varno okolje, ki jim daš blazine, ki si ti zraven, ki jih varuješ recimo pri neki salti, bojo zelo dobro to delali, potem pa samo odmakneš blazino, recimo, ne, pa bo že problem, pa že nimi več tiste varnosti in ja, zdaj pa ne, jaz pa ne bi, jaz bi imel pa nazaj uno blazinco, pa ne, daj me prosim še tukaj prim malo za vsak slučaj, ne. Sej ne zdaj, da to, kar naredim jaz tako enkrat, zdaj pa drugič, ne, sej so postopki, ne, pa tudi malo pol prilagaj, mislim, začutiš malo tudi glede na osebnost otroka, ne, prilagajaš, enemu bolj pomagaš, drugim, vidiš, koga moraš malo bolj po domač povedati naterati, pri komu moraš biti malo bolj previden, ne, ampak tako generalno gledano se mi zdi, da je več negotovosti. Je več tega, jaz včasih nisem imel nobenih blazin ali pa, ne vem, telovadnice ali pa koga, da bi me varoval, ne, pa sem pač sam probo, ne, in se naučiš preskok sam narediti, ne, in te dobiš neko tako železno voljo, to sem zdaj prevedel iz angleščine, pa se mogoče v slovenščini ne sliši tako dobro, ampak tisto, no, da si odločen, pa da se upaš narediti preskok, ker lahko pol tukaj tudi narediš eno usporednico v vsakdanje življenje, v nek karierno življenje, recimo, ne, tudi. Kje si se pol ti, recimo, iz te domače vzgoje, ki je šla tako v to svobodo, v to gibanje, navdušil nad konkretno samo akrobatiko, je bilo to v srednji šoli? Ja, to je bilo v srednji šoli, jaz sem itak bil že od nekdaj tak otrok, da sem se pravim zelo rad skakal, neki plezel, gibal se, sam da sem, ne vem, valil po hribu dol, sam da je bilo nekaj tazga, da sem pač se lahko gibal, ne. Se pravi, da sem lahko to biološko potrebo zadovoljeval, ne. In ja, v srednji šoli sem pa enkrat videl,
Na Škofijski v Mariboru, tam, to je bila moja srednja šola, v dijaškem domu sem bil in zelo dobra telovadnica je bila tam. In enkrat sem po popoldanskem času prišel dol v telovadnico, kjer smo veliko tudi igrali fuzbal, košarko in sem videl neke, se pravi najemnike, eno skupino, ki je najemala nek prostor in so trenirali akrobatiko. Ne? In jaz sem tisti videl in v sekundi so se mi zasvetle učke, prav spomnim se tega momenta, ko sem videl in smo tako hodili po hodniku do ta zadnje tretjine, kjer smo mi igrali fuzbal, ali basket. In hodimo in jaz tako obrnem glavo in vidim to in se sam ustavim in oni hodijo naprej in jaz se tako pač sam 10 sekund sem sam gledal. In takrat sem rekel, ok, to jaz grem na naslednji trening, ne, in potem sem začel hoditi na tisti trening. In tudi sem že videl, no, da v primerjavi z ostalimi sem zelo hitro napredoval. In vem pa tudi, no, da sem tudi napredoval, oziroma da sem bil že tudi na začetku na precej visoki stopni, zato ker sta mi starša dala te pogoje. Ne? In jaz sem imel sem neko širino, neko tako široko bazo predispozicij, recimo, zato ker sem milijon stvari probal prej, ne. Ker sem, ne vem, motor vozil, ker sem drsel, ker sem, ne vem, tudi delal neke adrenalinske stvari in tudi v glavi sem imel že neke, sem bil mogoče malo bolj mentalno, mogoče močnejši od neke povprečne ali pa od večine tam, ne. In tudi tukaj sem pol lažje step up oziroma lažje sem nadgrajeval neke te veščine, recimo akrobatske veščine in sem videl tudi potem, da zelo dobro napredujem in sem pač, ne vem, preprosto užival sem, ne. Sploh nisem razmišljal, da dejansko to treniram, ampak sem užival v tem in sem skozi, to je bil moj vsak dan in tudi v šoli, ko sem bil, sem razmišljal, kaj bi pa danes probal, kjere stvari bi vse probal, kjero novo salto bi se naučil. Tako pač, ne, skozi sem razmišljal, kjerkoli sem videl nek zid, sem rekel, tukaj je bilo ful dobro nekaj tazga narediti, ne. In ni bila to neka taka zadeva, ki si šel na fuzbal trenirati popoldne, pa si, ne vem, šel na trening, oddelal trening, šel domov, ne. Ampak ne vem, to je bila, glava je bila skozi tam in to sem sam odšteval. To se pozna pol, ja. Ja, odšteval sem ure, da pride do tega treninga in to pač ti pa zraste v tep, ne, in jaz vem, da je to vzgoja, no, da je to, ne vem, zelo velik delež tega, ja, vzgoja. Potem sta z prijateljem Lukatom štartala Flipping Art, ne? Sta bila tudi na nekaterih teh že šovih, pa Talent, Slovenija ima talent, pa tako naprej, tam sta vse sorte kar zanimivih akrobacij izvajala, marsikomu zastal dih, ne. Se spomnim, da so bile enkrat ene zgodbe, kdo se je, ali ti ali Luka poškodoval tik pred enim pomembnim nastopom. Ja, Luka. To je kar kriza pol, taka reč. Ja, ni prijetno, ne. Res ni prijetno. To je bilo 2018 Slovenski talenti, polfinale. Takrat je bila zadnja generalka, imela sva pa eno zelo zahtevno salto, nisva še videla nikjer drugje po svetu, no, da bi se kaj takega izvajali. In sva se sprašvala, a je mogoče celo preveč, ne. Čeprav tudi zdaj, ko gledam nazaj, vem, da ni bilo preveč, no, vem, da je bilo cool, ampak je bila taka situacija, da je bila neka dvojna salta in te dvojne salte so tako mogoče sploh v takih pogojih, ki jih imaš tam na nastopih oziroma sploh v takih šovih, kjer so luči vse posod, kjer je tema, kjer se zelo težko orientiraš, ne, poleg tega trda podlaga in pa še, mislim, bila je bolj na koncu šova, ne, tako da tudi si že zmatran, ja, pritisk itak, ne. Pa v živo je, ne, vse to in no, zgodil se je pa na generalki 4 ure prej, kjer sva rekla, nič bova probala brez blazine, ne, prej sva probala z blazino, pa sva rekla, bova probala brez blazine in je Luka pač probal brez blazine in je dejansko zelo lepo prstal, ampak je, ne vem, očitno bila sila prevelika, da je
Sej čisto točno ne vem, kaj je bilo, ampak kaj je imel že prej gležen, ampak pol kasneje se je izkazalo, da je bilo koleno tudi poškodovano. No. Tako da mogoče je že to je pač posledica že od, oziroma je razlog bil že prejšnja poškodba za to, ne. In je pol tukaj ta poškodba prišla na plan oziroma na površje. In je nič, pol je bila dilema, ali ohranimo ta posnetek, ki se je vsem snemal in se samo predvaja potem, ne, na samem polfinalu, ali pa nekako probava stisniti. Ja. In pol sva malo spremenila, Luka je tudi vzel ogromno enih teh protibolečinskih tablet, ne, in sva malo spremenila ta šov, kar pač lahko spremeniš, ne, vse en matrico sva imela, mi dva imamo celo koreografijo oblikovano na matrico, se pravi, da je gibanje nekako sinhrono z glasbo tudi, ne. In kar sva lahko spremenila, se pravi, spremenila sva tist, kjer bi on lahko imel težave zaradi noge, tako je ne bi mogel izvesti, ne. In ti sva spremenila, mogoče se je tudi malo videl, da on ni bil toliko suveren, da je mogoče tudi bil malo z glavo, malo slabši fokus imel, ker je skozi imel fokus na nogo, ne, da bo naredil prav gib, da bo nogo pravilno zrotiral, ne. Ampak se jaz mislim, da to na koncu sva midva najbolj opazila, no, da dejansko sploh ni bilo toliko za opaziti in da nekako sva vsem dost v redu speljala šov. Nama je pa pač malo škoda za tisti del salte, ki je bil tisti highlight šova, ne. Bi bil tako res zelo na visokem nivoju in mogoče mi zdaj, ko gledam nazaj, mi je najbolj žal to, da nisva dejansko speljala tistega šova, da bi bil posnetek, bi bil to zelo tako odmevan na svetovni ravni, recimo, ne vem, na ameriške talente, recimo, bi lahko šel pol s takim šovom, ne, in to mi škoda, da ni ta posnetek pol na koncu, a veš, ne. Ja. Ampak nimaš kaj, no, sej... No, meni je recimo tako, ful mi je dober, ker pač takrat sem občudoval, a veš tisto, da ne kar obupaš, a veš pol, pa joj, ne morem, ne, pa me boli ali pa karkoli, ne, ampak gremo do konca in naredimo, kar se največ da, no. Ta odnos mi je v resnici takrat že predstavljal eno tako dobro točko, no, vredno posnemanja v tem smislu, no. Ja. Tebe in od njega, veš. To je tako, sej najbrž si lahko vsi predstavljamo, si pred polfinalnim nastopom zelo veliko truda si dal, da si prišel do sem. Mislim, lahko si tudi predstavljaš, da to lahko neka tvoja prelomnica oziroma karierna prelomnica v tvojem primeru, ne. In prideš tja, se ti naredi taka zadeva, ne vem, ko mi je hodil, recimo, ne. Čez 4 ure imaš še en nastop, ne. Zelo težka zadeva, ne. Kaj boš zdaj? Boš vrgel puško v koruzo, ne? Ali boš iskal nove opcije, čeprav čisto iskreno nisva sploh študirala opcij, da bi vrgla puško v koruzo, ampak takoj, kaj so alternative, kako bo rešila zadeva, ne. In se pravim, najboljše je to, da mislim, tako, ne študiraš ali ne, ampak samo kako ja. Točno to, ne, ampak to je v bistvu nek odnos, ki ga razvijaš že od začetka ven, no, to se nekako hotel pripeljati. Če te lahko še tukaj malo dopomnim, sem imela eno zelo podobno situacijo, se sam to povem, pa gre naprej. Kar povej. Na leto prej na hrvaških talentih sem imela pa finalni šov in sem imela takrat ene take bokse, ki so se premikali na koleščkih, ne, in so tisti koleščki skozi so popuščali in so se skozi zlomili sredi šova. Se pravi, vsakič, ko so probala imeti generalko, ko so jih prepeljali gor, ko smo jih malo zapeljali, so se odlomili, ne. In na koncu je bilo to tako izgledalo, da dejansko nisva mogla sploh narediti generalke pred samim šovom, ne. Zdaj, midva, ko sva bila še, se pravi, zadnji vikend sva midva tja prišla dol v Zagreb in smo to malo testirali. Predtem sva pa na suho delala treninge, ne. Se pravi, vse sva imela koreografijo v glavi, pa sva posamezne sestave trenirala, ne, ampak nikoli zares nisva mogla čez iti, ne, ker itak, ne, boks premika se, enkrat mora biti tako podstavljen, da je taka razdalja drugič tako in to ne moreš trenirati sam, ne. To na suho lahko malo, ne, ampak moraš dejansko priti tja, zapeljati, 2 sta bila noter, ko sta te bokse premikala, ne.
In nisva dejansko sploh mogla priti do tega, da bi vse skupaj zastavila. Ne? In to je tudi bila ena taka izmed najnih prvih izkušnj na takih šovih. Finale, ne vem, takrat še Hrvaška, še večji trg, ne? Mislim, da je bila gledanost 2 milijona tistega finala. Ne? In ti tam stojiš noter, ne vem, 2 uri pred nastopom, ne, veš, da boš mogel prvo proba dejansko zares uživo, ne. In takrat sva pač tudi sva se zaprla v sobo in dala glasbeno podlago in vizualizirala. In sva 2 uri vizualizirala, ne, in sva dejansko v glavi trenirala in sva nekako z vizualizacijo, no, prišla do tega, da na koncu je rato nastop in je dejansko v prvo ratu, oziroma brez generalke, tako ne, je ratu in tudi to je ena taka izkušnja, no, ko vidiš, kaj lahko vse tudi z vizualizacijo ali pa z glavo narediš, no, in tudi od takrat naprej zelo močno tudi verjamem v to vizualizacijo, oziroma tako, da lahko tudi v glavi zelo veliko dejansko tudi treniraš, ne, saj tudi če bo šla pol na Exatlon, je ta vizualizacija bila tudi ena moja ključna priprava na sam poligon. Ne. Pejva na Exatlon, ja. Pa pejva, ne. Ja, ti si v bistvu zdaj, prav v Ljubljani nisem videl enega sončnega dneva, kar sem prišel nazaj, ali 2 Dva, pa ne čist dneva, ampak 2krat sem sonce videl, bom tako rekel. No. Ja. Tam pa v bistvu 3 mesece si bil zdaj v tem Exatlonu v Dominikanski republiki, da je mogoče najprej uvoda malo, kako je prišlo do tega, a so oni tebe kontaktirali, se ti prijavil, kakšni so bili občutki glede tega, da greš za 3 mesece nekam. Ja. Čisto tako je bilo, ne. Jaz sem to lani že videl, to reklamo, ne. Prijavi se na Exatlon, ta reklama je bila tako na začetku, nova športna preizkušnja, gor dol, in mi je veliko ljudi to poslali, da je prijavil se, to bi bilo za tebe, ne. Ampak sem rekel, kaj, ne bom se jaz prijavljal, ne. Tudi te talenti, ki so bili, se ne bi jaz prijavljal, ker, ne vem, nisem jih tak, da bi se neki ful rad preveč izpostavljal, ampak sva nekako videla, da bi bila to najna odskočna deska, no. No, v glavnem je ta Exatlon in potem so mi, čez nekaj časa so mi napisali, če bi pač bil pripravljen prideti v ta Exatlon, ne. Ampak sem jaz takrat malo spregledal to sporočilo in sem jih poklical, oziroma sem odpisal, ker so že oni imeli formirano ekipo, ne. Pa so rekli, ja, ni panike, se slišimo pač za naslednje leto, ne, verjetno bo tudi naslednje leto, če bo letos dober odziv, bo tudi naslednje leto, ne. Zdaj, koncept Exatlona je pa tak, da to je turška produkcija in imajo tudi več držav pod sabo in koncept je isti, se pravi, rdeči so nekako kao pro-športniki oziroma športniki, ki so že uveljavljeni na svojem področju, modri so pa izzivalci. Se pravi, modri pa probajo, pa izzivajo in probajo premagati, recimo, kao te pro-športnike, recimo. In rdeča ekipa je načeloma povabljena oziroma te kontaktirajo, še vedno moraš znotraj tega priti čez neko sito, ni zdaj, da bi bilo to 200 teh, ne, ampak tako, moraš vsem prideti skozi, je bilo več teh, ne vem, nas je bilo, kaj pa vem, 40, kandidatov, 40-50 teh rdečih kandidatov, ne. Teh modrih, ki so se pa prijavljali, ki pa so pač izpolnili prijavnico, se prijavili, jih je bilo pa, ne vem, to je bilo par tisoč teh, ogromno enih prijavljenih, ja, zelo, zelo veliko. In ja, mislim, če bi se najbrž se ne bi prijavil, tako bom rekel, no, ne bi se prijavil, ampak v tem primeru, ko pa so mi oni tako dali na mizo, pa ker sem jaz tako malo rekel, vse to je pa tako dejansko, zato ker je reality, ne, ker je nek tak reality show in to že v osnovi je mene, ne grem se iz tega, ne. Te je odbilo. Ja, ne grem se iz tega, ampak pa sem pa malo gledal, pa lansko sem pa malo gledal, da pa se dejansko res ful na poligonu, pa dejansko je to športno tekmovanje. Ja, meni se zdi kar tako malo drugačno. Malo drugače, ne. Reality show. Malo drugače, ne. Ni to zdaj nek Big Brother. Ja, ne. Tisti poligoni so mi to kot, pa to sem jaz delal kot otrok, to je tako, pač to je v meni, recimo, kar tam gledam, ne. Ja.
Pa bi šel, pa sej, itak sem si rekel, neke drame to se meni ne da, sem tudi vedel, da če bo kaj do tega prišlo, da sem malo odmikal rajš, ali pa tudi sem rekel, tudi če se ne izpostavljam toliko veliko v teh reality delih, ne, jaz vem, da bi šel tja zaradi poligona, ne, da se pač pokažem reč na poligonu, ne, pa tudi naj drugi vzamejo tisto, ta airtime na reality delih, ne, pa naj oni govorijo, jaz pa bom šel tja uživati na poligonu, ne. In ja, meni je bila fantastična izkušnja, no. Pač ful dobro, ker tudi ful enih stvari prinese zraven, no, zdaj, ne vem, če si imel Jaz priznam, da nisem gledal vse, ne. Sej, hvala Bogu, si imel. Ne, so pa pri nas doma otroci, pa žena, pa tako so pa radi, no, tako, ne vem, prečitek smo vsi za Timo navijali, pa tako, ne. Jasno. Res, meni je bilo fascinantno, kakor sem te gledal, tako, character display, no, v angleščini reče. Se pravi, tako videl se je en tak res pozitiven tvoj karakter, se pravi, ti si bil tako, no, deloval si pomirjevalno, deloval si trezno, prisotno, pa obenem, ko si šel, si bil pa raketa, ono, ne, ampak tako, no, skromen, pa tako nice guy v tem pozitivnem smislu, no, ki pa ne moreš tega fejkati 3 mesece, no, tako. Se pravi, vseeno je to reality show, da te spremlja, ne? Da te spremlja toliko časa, da se pokaže, kdo ti si, no, tako. Zdaj, ne vem, vprašanje v zvezi s tem, koliko je bilo recimo tega res konkretnega spremljanja, kako se ti je zdel, kako si potem te pritiske tega dnevnega, večkratnega snemanja ali pa pač tudi samih poligonov, mislim, to je vendarle, je naporno, ne? Je naporno, Sem vroče? Tako, ne, je naporno, tudi vroče je, ampak to so stvari, ki se, ne vem, se adaptiraš, se navadiš, ali pa ne razmišljaš pol več o tem, ne. To je, ampak se mi zdi, da tudi padeš v neko rutino, mogoče je to, recimo, da je ok beseda rutina, ali pa nek ta cikl in... Ok, kakva je rutina, kako izgleda dan tam, recimo? 6-krat na teden smo imeli tekmo. Če je bilo vse po planu, 6-krat na teden tekmo, recimo, da 7. dan smo pa počivali. Ampak skozi znotraj tega si imel ti, rekla se tem reality part, torej snemo si izjave, kaj pričakuješ od današnjih tekem, kaj misliš, kdo je favorit, gor, dol, levo, desno. Potem si imel neke te reality dele, kjer si se mogel skupino kao pogovarjati, kaj bo danes, kje poligon bo, kaj bo za metanje, kaj si bi želeli mi, kaj mislimo o modrih, kakšna je njihova kemija, tako pač, ne? Da vas sprašujejo na to temo. Ja, to gre zdaj vse na to, kar si prej omenil, da se skozi te malo karakteri razvijajo, ne? Da nas ljudje spoznavajo, ne? In potem pač te realitije, ne vem, podkrepiš s posameznimi individualnimi izjavami in potem se tukaj nek story gradi, ne? Zdaj, včasih itak nismo imeli nobenih takih kreativnih idej, iskreno se nam doskrat tudi ni dal preveč razmišljati o tem in pol pride do neke take, ne vem, stvari, dejte zdaj med kosilom, dejte se pogovarjati o tistem, dejte se o tistem, ne. Doskrat je bilo kaj tazga, ne, ampak še vedno, če je bila napeljana tema, še vedno ne pomeni to, da si ti zdaj bil nekdo, da si fejku, po domač povedano. Ne da se ti to tam, niti ne razmišljaš o tem, ker ti si to, kar si pol po tokem času. Ja, ker si v bistvu ne moreš igrati več toliko časa. Mogoče na začetku, ampak še bolj, jaz bi še rekel, da je to zaradi tega, ker se mogoče malo navajaš kamere pa to. Mogoče sam to. Drugač pa si to, kar si, ampak se pravim, dosti je bilo pa tudi teh nekih reality delov, ki pa so bili spontani, ki pa so tako naravno prišli, no. Si pa pač mogel posneti stvari in se ti ni da razmišljati, ker niti ni bilo neke take zanimive tematike, si pač mogel se v nečem pogovarjati, ne. Ampak to si se tudi navadil, da speleš te zadeve, ne. Tako da to je bilo vsak dan,
tudi če je bila tekma ali pa ne, vsak dan so bili te reality deli. Kakor sem rekel, 7. dan, recimo, pa je bil Frej dan, da smo se malo spočili, recimo, ne, ampak vsem smo pa takrat snemali zadeve, ne. In takrat je bilo mogoče še več poudarka na teh reality izjavah, recimo, ne. Ja. In nekako tako je izgledal naš dan, če pa še gre malo bolj konkretno na dan, odvisno ali je bila dopoldne tekma oziroma dnevna tekma. Ja, ali pa te nočne so dolg trajale. Ja. Ne, recimo zjutraj si se vstal, pojedel, sami smo si kuhali, ne, si naredil za jest, izjave, mogoče kak kratek reality, šel na tekmo, ta tekma je znala trajati pač čez dan, ne, si prišel 5 nazaj, spet izjave, pojedel nekaj in je itek ponovadi že pol bil večer, pa če si še kaj potreniral, recimo, ne, ali pa kaj tazga naredil, ne, je pač, ja, si to takrat naredil zvečer, pa če je bila pa nočna tekma, recimo, si pa imel dopoldne Frej, si lahko malo dlje mogoče spal, dopoldne Frej in pojedel, ne, naredil kosilo in spet te reality dele naredil in si šel na tekmo recimo 5, 6, ne, popoldne, zvečer in je ta trajala tudi do, mislim, to lahko trajala. Ta transfer je bil daleč, koliko ste bili recimo ta hiša pa to? Ja, to je bil en tak resort, in znotraj tega resorta so dejansko te poligoni, ne, tudi vila, baraka je znotraj tega resorta in potem ti se voziš, to je 10-15 minut, razen tile Karibi, Palmija se reče, to so tisti poligoni, ki so na plaži. To pa je en tak narodni park, kjer pa smo se s čovnom peljali tja. In smo vsi dejansko komi čakali tega, no, ker bilo to res je bilo lepo. Pa tista karibska turkizna voda, ne, smo se pa vozili, ne vem, to je pa z avtom oziroma s kombijom pol ure do pristanišča, pa potem pol ure, 40 minut. Ja, je to daleč, ok. Ja. In pol vsa oprema. In Jure Košir. Ja, ne, saj mi smo, se pravi, rdeči pa modri smo se posebej čisto vozili, ne. A res? Ja, oni so probali Se pravi, vi niste imeli stika z modrimi vmes? Na tekmi smo imeli, saj zdaj tako, ne, ker sem mi pogovarjal, saj smo iskali lukne, ne, kje se lahko malo pogovorimo pa to, ampak so bili zelo striktni, da se ne smemo pogovarjati, probali so držati to tekmovalnost in dejansko smo se zelo malo, razen na teh mednarodnih tekmah, takrat smo bili eno, zato smo se verjetno tudi vsi ful veselili teh tekm, ker smo lahko bili eno, ne. Tista tekma z Mehiko, Ja, se Mehičane smo, kar na obeh tekmah, mislim, da smo jih malo presenečili, no. Ja, na koncu si bil proti odločil, ne, kako? Ta prvi tekmi sem bil jaz, Ja, super je. Ja, kak feeling? Da, ne? Ful dobro, mislim, tako res, čist drugače, če bi za rdečo ekipo recimo zmagal, ne. Kaj tudi, če je rdeča ekipa, tako, kaj da bi primerjal klubsko tekmovanje, pa nacionalno, ne. Sej tudi za klubsko, verjamem, da so zelo dobri občutki, ne. Ampak reprezentančno, veš, ne, vsi smo bili eno, tudi takrat verjetno cela Slovenija je navijala za nas, ne glede na to, ali si rdeč ali moder, ne, in je drugačni, res so drugačni občutki. In tisto mi je bilo ful mi bo, ta tekma po mojem mi bo najbolj ostala v spominu, no. Ti kaj pa recimo pri družini življenju tle pri nas gradimo odnose, ne, za katere je vredno živeti in jih prenašati naprej, ne. Kako se je pa ta del dogajal, recimo, graditi odnose, vendar le tam pride ekipa toliko ljudi, ki živi ves čas fizično skupaj. Kako je bilo to prilagajanje? Ja, vsi smo se zavedali, da to je vsem reality show in vsem vedeli smo, da bomo različni karakteri noter, ne. Jaz sem se itak na začetku rekel, itak se ne mislim se nič kaj kregati, bom probal raje se, ne, če bo prišlo do takih zadev, sem raje malo odmikal in sem mislil, da bo slabše, no. Sem bil tako pripravljen na... Nekih ful odkritih spopadov ali pa nekaj... Zdaj, če iskreno povem, niti enkrat se nismo zares skregali, no. Res se nismo niti enkrat zares skregali in to mi je tako, res mi je ful tak, ja, ne vem, prijeten občutek mi je, ker tudi čutim, da ni bilo to, da se nismo skregali, ne vem,
Ni bilo to, da se nismo skregali zaradi kamera, veš. Ja. Ker sem rekel že prej, si kar si dejansko pol noter, ne? In se ni bilo zaradi tega, da zaradi kamer. Če bi prišlo do konflikta, bi se skregal, ne? Ampak to zdaj vidim, tudi ko smo ven prišli, koliko smo ohranili odnose, koliko se še vedno dobro razumemo. So neka prijateljstva. Ja, in je neka globja vest tukaj noter, ne? In jaz, ko me kdorkoli kaj vpraša glede odnosov, ali pa ne vem, ali pa mogoče kaj je bila najboljša stvar, vedno rečem odsotnost telefonov, ne? Čeprav mogoče marsikdo ne bi najdel neposredne povezave s tem, ampak jaz verjamem, da ta odsotnost telefonov nam je dala ta prave pogoje ali pa nam je dala možnost, da dejansko zgradimo neke dobre odnose. Wow. Ne? Ker ti danes, saj imamo ogromno enih površinskih odnosov, ne? Sam ne vem, imaš telefon v žepu, ali pa ne vem, mingrede, ja, pa boš imel mogoče fokus odnese, tako, ne? Ali pa že pravijo, da kakšna stvar, ko se pogovarjaš v družbi, ne, ja. pa družba ne ve, ne, ja. Včasih je prišlo do debat, pa tudi do nekega razpravljanja, ne, danes, dajmo pogooglati. Ja, recimo. Čist drugače, ne. In to se, recimo, to se tudi nam dogaja, veš, se ne spomniš neke zadeve, ne, in pol skupaj provaš, to je neka banalna stvar, ne vem, enega filmskega igralca, kjer je že ta film, ki zgubil sem ime v glavi, igral je tam pa tam in pol tako skupaj probaš, ne, cak. Ja, in je interakcija, ne, tako je. Interakcija in ti tam dejansko, vse prej sem rekel, da čez cel dan si na tekmi pa to, ne, ampak kljub temu ni bilo nujno, da je bila cel dan tekma, ti imaš ogromno enega prostega časa tam, ne, ni zdaj, da si pa ti poligon pa spal, realno, se tako, ne, če bi ti tukaj pri nam dal telefon v stran, ali pa ti nasploh te distrakcije v stran, jaz verjamem, da bi tudi kar naenkrat se ti bi toliko enega prostega časa odprl. Tam nismo imeli teh distrakcij in toliko enega prostega časa, pa smo lahko bili 8 ur na poligonu, pa smo lahko 2 uri še pol porabili za kuhati, pa še kar naenkrat toliko enega prostega časa, ne, pa še trenirati smo lahko. Pa kar naenkrat toliko prostega časa, ne, in marsikdo bi to rekel, to je dolg čas, ne. A ste imeli kaj zabrati, a si lahko kaj bral? Ne. Oh, God, ok. Ja, ne, muske, neč zabrati, igrc nisi imel razen to, kar smo se... Ste imeli neko nagrado, ali kaj? Ja, kjero nagrado? Eno nagrado ste imeli, da ste na igrci lahko igrali. Ja, ne, ok, ja, ne, mislil sem teh državnih igrc. No, vse do tega še prideva. Tako nič, ampak vse smo se pa spomnili nekaj svoje... Ti, ko imaš prosti čas, oziroma ta... Ko je dolg čas. Točno to, dolg čas, to sem hotel reči. Ker je dolg čas, mi takrat nismo razmišljali, da je to dolg čas. Če bi ti, mislim, tukaj bi rekel, kjer dolg čas to, ne? Kaj, to ne moreš preživeti tak dolg čas, ne? Tam, to ni bil dolg čas za nas, ne? Ker smo se pa pogovarjali, pa smo, ne vem, se šli igrce, smo se sami, mogoče malo neko kreativo zbuditi, da se spomniš neko igrco. Sprašali smo se, ne vem, vprašanja, ne? Ampak to so tako malo globja življenjska vprašanja, pa začneš, ne? In tudi že ti, ko se probaš spomniti neko to življenjsko vprašanje, kaj bi vprašal, kaj te zanima dejansko v njemu, ne? Že ti začneš tako malo globje razmišljati, ne? Ker vse veš, ne? Mislim, lahko se tako pogovarjati neki, ja, kaj si pa včeraj kaj delo, ne? Ampak tako, ko dobiš eno osebo, ki jo recimo ne poznaš, ko si toliko časa skupaj, pa ne poznaš, ne? Pa tako moraš nekaj dati, pa tudi pol, a veš, ko tebe nekdo vpraša, ne? Tudi tako začneš pač malo razmišljati, čas imaš razmišljati te zadeve, tako kot neka refleksija, recimo, ne? Življenjska refleksija, ne? Ker prej, ne da nisi imel časa, ampak ne vem, pač nisi razmišljal toliko teh zadev, vsaj jaz nisem toliko razmišljal nekih teh življenjskih stvari prej, ne vem, pa iskreno sploh ne vem zakaj, ampak vem, da kadarkoli si bil kje, ne vem, si čakal v čakalnici, ja, kaj pa boš, telefon recimo, ali pa ne, še na semaforju včasih sem se zalotil, rdeča, ja, kaj pa zdaj, ne, ja, no, zdaj je malo na telefon, ne, kar nekaj, a veš, pa pol spremljaš življenje drugih, ki pa sploh nima veze, ne, v končni fazi, a veš, in takrat pa ti dejansko, ne vem, sploh ni dolg čas v resnici, ogromno je bilo takega časa, da pa si tudi sam mogel kje čakati, daj, ne, pa si imel prazne žepe, nič nisi imel, pa si mogel pač čakati.
Pa kaj, mislim, si pač študiral nekaj stvari, sploh nisi razmišljal, da ti je dolg čas, ne. Okay. Dolg čas je bil, ampak za nas ni obstajal, če veš, kaj mislim, ne. Nismo ga tako dojemali, kot dolg čas, ne. A se da to kakorkoli reproducirati tle, v resničnem življenju, ne? To bi bilo ne, se to... vprašanje za $1 milijon. Ja. Točno to, kar sem zdaj razlagal, sem si jaz skozi govoril, to, kar sem jaz tukaj noter doživel, ne, koliko enega, recimo, dejansko res enega kvalitetnega časa lahko ti imaš v dnevu, če daš te distrakcije v stran. To jaz rabim, ne, tukaj, v real life-u. Mim grede Exodus 90, se kmaja začne. Sem mi mami poči v ponedeljek, ste mi rekla, če prijem zdravo. Čez koliko dni? Ja, to nekje začetek januarja, 7, 8, ne točno. Ja. In sem rekel, če jaz to prenesem sem, delno, če jaz to prenesem, pa jaz sem zmagal live, ne, tako v tem smislu, ne. Priznam, da se večkrat spotikam, da večkrat padem. Sploh zaradi tega, ker probam tako biti, mislim, vseeno moraš biti odziven, tudi na teh socialno omrežje, recimo, mislim, socialno omrežje, terajo svoj davek, recimo, ne. Ampak mi je ful dobro, ker vem, da je vredno se boriti proti tem, ker sem občutil na svoji koži, ne. Ker sem čutil na svoji koži, kaj pomeni, če nimaš teh distrakcij, kaj si ti lahko, kako lahko razmišljaš, ne? Koliko si lahko dejansko svoboden v glavi. Ne? In vem, da se pravim, pač priznam, da večkrat še padem, ampak vem, ko padem, oziroma vem, da padem, pa vem, da pol moram, ne? Poznaš nek drug nivo, veš, kaj bi lahko bilo brez tega. Ne? Ja, in tudi recimo to, ko vem, kakšen si lahko brez teh zadev, je dovolj velika motivacija za mene, da tudi, ko padem malo noter, da, ne vem, odmaknem vse te zadeve. In priznam, da je mogoče lahko meni ful lažji, ker sem začutil to, ne, se pravi 3 mesece brez vseh teh distrakcij. Vem, in mi je zaradi tega verjetno lažji, kakor pa, če ne bi tega izkusil, ne, ker ogromno je tega, ne vem. Mislim, ta danes, kaj telefon recimo dela z našim dopaminom, ne, se ne vem, če to je tako, ful več bi se o tem mogli dejansko govoriti, ne. Trda droga v bistvu. Ja, ampak to je pač res, ne, to je zelo zaskrbljujoče, ne, in je tako, že prej sem jaz vedel, pa sem se je malo poglabljal v te zadeve, kaj vse dopamin dela, pa kaj bi bilo treba to, mislim, zakaj bi bilo fajn to vse odmakniti, ne. Pa sem vse to vedel, ampak kar mi je včasih malo zmanjkalo, da bi pa naredil, ne vem, par dnevni detox, oziroma reset tega, ne. A je to nekaj konkretnega, kar svetuješ recimo mladim? To sem hotel zdaj napeljati, ne, da verjamem, da je težko, ker sem isto bil jaz v tej koži. Čeprav sem se že takrat zavedal, da je to, mislim, kako nevarno je to lahko, ta telefon ali pa nasploh ta digitalna tehnologija, oziroma digitalna navlaka, bolj da tako rečemo, ne. Kaj lahko to prinese vse za nami in sem vedel, ampak kar malo mi je manjkalo, da bi pa res se lotil. Mogoče malo tistega ta pravega karakterja, no, da bi se res lotil. No. Ampak zdaj, ko sem doživel to na svoji koži, pa mi je žal, da to ne morejo, da še ostali ne morejo. Ker verjamem, da v današnjem svetu je zelo, zelo, zelo težko, da ti kar vržeš. Dejansko ne moreš za 3 mesece se odmakniti nekam, pa te ni, ne moreš, ne mogoče. In iz tega vidika sem zelo hvaležen za to izkušnjo in mi je mogoče žal za ostale, ker ne morejo tega probati, ne. Ampak če lahko kaj naredim, je to, da bi pač svetoval, ali pa da rečem, da najboljša izkušnja je lih to, največ sem potegnil ven iz tega, je lih to, da nisem imel teh distrakcij in da vidim, kaj si lahko, če nimaš tega in da se bom jaz sam boril naprej, da probam ohranjati to in da jim, ne vem, mislim, mojo izkušnjo jim dam in da vem, da je težko, ampak je vredno tega, mislim, je vredno se potruditi za to. Čeprav je to pač dejansko, tako kot si rekel, droga in to je zelo težko pol se odvadati tega. Je lažje reči, kot narediti.
Jaz bi te v bistvu rad vprašal malo o teh spoznanjih, ki si jih takrat imel, pa deva jih pa šparati za na konc, pa deva še par praktičnih stvari tam ven iz Exatlona potegniti. Cool. Mene konkretno zanima, recimo, ta izkušnja, vi ste vendarle bili, ne vem, rekorderji v Vili, ne, ste bili zelo dolg tam, ne. Vidim, kam greva. Mislim, a veš, apostol Pavel prav, znam biti bogat in znam biti reven, znam biti v obilju in v pomanjkanju, ne, in pol padeš v barako, ne. Verjetno vam je bilo v resnici težji prijeti v barako, kot modrim, ki so bili od začetka tam. Kak je bil ta, bi rekel, ta šok? Kako ste to doživeli? Kaj je to bilo? Veš kaj, čisto ti mi rekel, ko smo prišli tja v barako, ni bil šok, ni bilo nič tako zares težko, ker smo tudi že mi rekli, pa dej mi bi tudi enkrat doživeli to barako, ne? In tudi, ko smo zgubili uno tekmo, nam ni bilo sploh v resnici bed, ja. Ni nam bilo bed, ker smo rekli, a pa jaz osebno, če bi končal Exatlon, pa ne bi doživel barake, mi bi manjko en del, ne. In ogromno rdečih, recimo, niso doživeli barake, ne. In jim je tudi tako, so rekli, vsem bi jo videl, ne, se ne zdaj, da bi bil 7 tednov noter, tako bi jo videl, ne. In mi smo isto rekli, pa to moramo vse, ne. Ne zdaj, da smo namerno izgubili, ne. Ste bili pa 3 tedne pol, ne? Smo bili pa 3 tedne in prvi teden ni bilo panike, drugi teden ok, smo že malo hoteli zmagati, ta 3 teden je bil najbolj krut, ker smo, mislim, krutno. Tako najbolj smo bili razočarani, ker smo 3 teden prišli nazaj, ne. Takrat pa smo že pol malo pogrešali Vilo, no. Tako da jaz bi rekel svaka čast modrim, da so 7 tednov bili tam. 7 tednov je kar dolga doba in ni bilo, sigurno jim ni moglo biti lahko, no. Se pravi, v praksi je tam kaj, tuš je normalno, en ali kako? Ja, tako je bilo, ne. Ja, tam je en tuš, pa tudi ok, hladen tuš, ampak sej hladen tuš. Dobro, res je, da si prišel kdaj po noč premražen, ne, tja, če si imel voden poligon po noč, mogoče te vse malo zebel, pa pol tista milka na sebi. Itak si se mogel direkt stuširati, hladen tuš, mogoče takrat ni najbolj sedel, ampak ja, to je bila še ta mala stvar, no. Tako je, pač čakati si se mogel, ne, da si prišel na vrsto, tudi tisti tuš je tako na enem takem lesu, ki je bil že ga že skoraj malo gnil, ne, si se stuširal. Pa WC je bil to tak, da sploh ni bil zares prešraufan, tako da če bi se prevrnil na WC-ju, bi se z njim prevrnil. Pa sem imel take malo lukance, kjer se lahko tarantele, recimo v barako poštene, ampak to pa mogoče na začetku se jih malo bojiš, pa veš, da so drugi problemi kot tarantele, ne, ni zdaj taka panika to. Vročina mogoče, dosti muh so te dostikrat zmotile lahko zjutraj, recimo, kaj še bilo. Ja, no, če je dežval, je bilo blatno vse okrog. Kuhal se je zelo dolg, ker je bila samo ena taka elektronska plošča in se je ti zelo dolg čas kuhal. To ste mogli za vse kuhati tam? Ja. Pa tudi veliko potrpežljivosti. Ja, pa tudi zelo omejeni smo bili s prehrano, ful manj raznolike hrane smo imeli, pa tudi količinsko je bilo manj. Tako da tudi tukaj smo mogli biti zelo fair en do drugega, ampak to sploh, mislim, je bilo že samoumevno, si ful drugačen, ne? Ja, ampak tudi tako, pač, da smo si fair razdelili in to je vse prišlo v navado, samoumevno je bilo, da bomo, ne. Ok, ampak to ste v resnici morali biti tako kar dosti zgrajeni karakterji vsi skupaj, no, ker to je naporno, pač, če rečeš, kar hočeš, no. Je naporno, mislim, sigurno je naporno, ampak jaz mislim, da ja, to, kar si rekel, to je res, pa vsi smo tudi vedeli, zakaj smo prišli sem, vsi smo vedeli, da bi marsikdo ne vem, kaj vse je naredil za to priložnost, da tudi če bi bil v baraki, ne, da bi bil na našem mestu. Pa jaz vem, da tudi take stvari te na nek način zgradijo, ne, sej, kar te ne ubije, te okrepi. Ja, da se boš tam na bazenu skozi namaku. Pač to na koncu, ko pogledaš pol za nazaj, je bila večja izkušnja baraka, kakor tista vila, ne. Mislim, baraka ti vse en da nekaj takega več, veš, ko si lačen, si lovc, oziroma takrat boš lovil, ne. Ja, ko si lačen boš lovil, ko imaš polno rit vsega, je nič pa boš pa sedel, pa se
premikal sem pa tja. Ne. Tako da tudi mogoče smo bolj bili taki napadalni na tekmi za Vilo, ker smo sploh pol 4. teden hoteli nazaj prijeti. Ne. Ej, da mi nekaj povej. Ja. Ti na poligonih si kraljevo, ne? Ja. Pa je bilo treba pa ciljati, ne? Ja. Koliko si kaj treniral ciljanja prej? Noč skoraj, premalo. Ene trikrat sem po mojem predno sem šel v Dominikansko, sem malo treniral. Problem je, da sem se zadnji mesec, da sem se poškodoval, da sem si peto ne bil in je bilo tudi tako, ful nisem vedel, da se bo zacelil. Sploh do tam. In pol je bila... Takrat sem jim malo že govoril, da je to jim sporoč, da jim to sporoč, da mogoče ne boš redi že čist do prvega dneva, mislim, da ne bo pa tako, boš prišel ti tja, pa boš videl, da sploh ne boš mogel laufati, ker dejansko res nisem mogel laufati. Jaz še en teden preden smo šli, nisem mogel zares stopati z boso nogo na nogo. Ampak sem tako, ker nekako sem verjel v sebi, da bom nekako stisnil, pa nisem sploh hotel študirati v tej opciji, da bi se predal, da bi rekel, ne vem, če bo šlo, Pa nisem noč jim govoril sploh produkcije v to. Sem rekel, se bom nekako stisnil. Ker sem pa vedel, da je poškodba pete, da je nabita peta in da ni zdaj to neka taka poškodba, kjer bi lahko jaz kjer bi si lahko škodo delal. Okay. Ker je pač udarc in pač nimaš kaj z udarcem. Udarcu je včasih, to je, da moraš dati čas, da se regenerira, ampak ni pa zdaj, da bi... Si lahko poškodoval naprej. Da bi si škodo delal. Tako da iz tega vidika sem rekel, bom stisnil zobe. Škoda mi je sam, ker nisem mogel nič trenirati. Tudi neke te mete sem proval, pa sem pa tako malo skakal za tisto, pa sem rekel, da to sem še kaj dodatno nabil, pa bom raje miroval. In nisem veliko treniral v resnici, ampak jaz mislim, da je to nek feeling, ki ga moraš imeti, se ga lahko natreniraš, itak da ga lahko natreniraš, ampak v večji meri pa vse en feeling. Pa se mi zdi, da nisem imel tako slabega feelinga, sam, ne vem, včasih pač ni šlo sploh v finalu, najbolj na to ciljaš. Najbolj na to ciljam, ker v resnici je tako, če gledaš, mislim, tako smo navijali vsi. Ampak se vem, kaj. Pač videli smo te kot finalista, verjamem, da si se tudi ti čist videl kot finalista, ker si res tako v vseh ozirih bil finalist. Ajde, ti si naš finalist, tako ali tako. Čeprav tam tukaj prekinul. Ne finalist si tak bil, ampak zmagovalec, mislim. Hvala. Če sam prekinul, da bom pa rekel pa naprej. Veš, da nismo imeli takega občutka, tudi če si bil najbolj suveren, pa to vse si vedel, da je to toliko enih dejavnikov, da ena tekma odloča. Ok, nisi vedel naprej. Ne čutiš se lih, ne moreš ti reči, da jaz pa moram zmagati, če pa ne bom zmagal, bom pa zelo razočaran, ker si vedel, da vse se toliko premika. Tudi tak sistem je, da enemu meti bolj ležijo, enkrat so taki meti, ki so malo bolj na srečo, se enemu bolj posrečne in se hitro malo karte premešajo. Tako da vedel sem, da bi lahko zmagal, ampak ni pa sem pričakoval. Tako se je zelo na hitro obračalo vse skupaj. Zdaj sem te prekinil. Ne, se je v redu. Ne, mogoče tako sem hotel reči, prej, kaj je bilo najhujš proti finalu, recimo, pa kaj te je gor držalo, tako tudi v smislu take mal globlje duhovnosti ali pa kakorkoli. Če si, jaz videl sem parkrat si se pokrižil, tako se je videl, da moraš neko motivacijo še nekje od zunaj potegniti. Recimo za začetek. Ja, mogoče, sem se čutil suverenga, če gledam celo sezono oziroma cele 3 mesece in se pravi, mogoče je bila ena taka, prej že tudi taka rutina, tekma, greš normalno, padeš noter v tisti ritem, tekmuješ. Tudi nikoli se nisem preveč ogroženega počutil, zato ker smo bili mi dobri, tudi jaz nisem bil od spodaj, da bi čutil nek pritisk, da pa lahko jutri grem domov. In sem pač jaz vozil neko to rutino, ampak na koncu pa prišlo do teh do izločitvenih, ki je bil pa vsak dan skoraj dan D. Takrat pa gre pa malo zares, in takrat je bilo, psihično je bil precej naporen zadnji teden, sploh mogoče za mene, ker sem imel zelo veliko teh, ker sem mogel dejansko vsako mesto oziroma vsako napredovanje si priboriti, in tukaj pač sem iskal neko oporo
In ne vem, meni na pred štartom sem si največkrat, sem si ta psalm 23, ne, tega sem si najbolj, ja, to se prav spomnim, da sem šel, tam smo imeli enega medika, 24/7 v hiši oziroma v vili ali pa v baraki, ne, je bil skozi zraven. In mi nismo smeli imeti nobenega dostopa, čisto nobenega telefona ali karkoli, ne. Ampak se spomnim, da sem enkrat sem ga prosil, če bi si lahko sam ta psalm prepisal, ne. Wow. In itak mi ga je dal za prepisati in sem ga pač v torbi nosil zraven, ne. In sem si ga prav tako napisal, ne, sicer v angleščini, even though I walk through the darkest valley, I will fear no valley. No evil? Tam je bilo valley, ampak sva rekla prej, da je evil tudi, ja. For you are with me, your rod and stuff, they will comfort me, ne. In sem si to napisal in sem ga tako skozi sem ga zraven nosil, ne. In se mi zdi, da je bila ta ena taka, da sem čutil malo bolj si pol pomirjen, ko veš, da imaš recimo neko oporo in jaz pač verjamem v to oporo in verjamem, da mi pomaga, ne, in to je zame dost, ne. In ja, imel sem tudi najbolj tak izrazit trenutek, ko se ga zdaj spomnim, recimo najbolj tudi taka psihološko težka tekma mi je bila proti Teotu, ko sva imela, ne vem, 16. Ja, ogromno je bilo. Un dan, 18, isti dan smo imeli. Mislim, da jih je imel Teo celo 20 dvobojev, jaz 18, ker sta bila 2 tekmi tisti dan. In so tudi produkcija, oziroma vsi Turki so rekli, da je best game ever, ne, ker nikoli se še ni bilo niti takih situacij, da bi dva imela toliko medalj, ne. Mi smo imela, mislim, da 4-5 medalj, 5-6 medalj. Nekaj tazga nima veze, no? Ja. In se še ni pa zgodilo, ne, da bi dva taka prišla. In vsaka medalja ti reši življenje in pol moraš ti ogromno enih tekem, ne. In jaz se spomnim, da je bila takrat situacija, ko sem jaz mislim, da celo zgubil za 3. Se pravi, bila je situacija, če bi Teo zmagal dvakrat, oziroma Teo imel še 3 medalje, tako je bilo, Teo imel 3 medalje, jaz nič medalj. Rezultat je bil, mislim, da ne vem, 2-2 nekaj tazga, no, ko se je skozi bijal dol, ne, in to pomeni, jaz sem mogel dejansko 5-krat zmagati, za zmago v tisti situaciji, za končno zmago, Teo pa 2-krat. To pomeni, jaz sem vedel, da če zdaj zmaga, pred štartom sem tako študiral, jaz sem vedel, da če Teo zmaga zdaj, da ima dejansko zaključno žogo, jaz pa bi pa mogel še 5-krat zmagati, ne. Tako ful mentalno oziroma psihološko sem tako bil kar mal, ne, dol potrt, nisem potrt, no. Tako sem vedel, da sem daleč zelo, ne, kar 5 zmag, veš, on pa, če on zdaj zmaga, ima pa že zaključno, ne, ker imel še 3 medalje. Jaz pa zdaj, tudi če zdaj zmagam, imam še 4 zmage, pa še 3, ne, pa če on enkrat vmes zmaga, je pol tako, ne, vse pol mentalno, ful enih psiholoških igrc, ne, je pol, ima match point, ne, tako, in je vse pol malo drugače, je težko, ne. In vedel sem, da je ful težka, prav sedel sem na benču sem sedel še, pa sem razmišljal o tem zadev, ampak sem si takrat rekel, fajtaš do konca, prav tako, ko poslušaš neke te motivacijske govore, gor, dol, levo, desno, ja, vse lepo se sliš, ampak dokler nisi v situaciji. Dokler nisi v situaciji, pa, mislim, besede so samo besede, dokler ne dobijo nekega pomena, ne, in takrat v tisti situaciji sem kar nekako začutil, ja, lej, nimaš kaj zdaj, kaj, sej res, da je zelo, zelo malo verjetnosti, ampak se da, ne, se da in nič ni nemogoče. Pa tudi, če ne bo šlo, pač vedel boš, da ne, si se potrudil, ne. Ker tako, včasih kar malo padeš dol, pa pol že kar z glavo padeš malo domov, ne. Ker tako, ful je težko držati ta konstanten fokus, ne. In fokus sem začutil, da je kar nek tak, kot bencin, ki ti ga dejansko zmanjkuje, ne. In pol ga moraš skozi dodajati in tako omejena količina je, no. Ni, kakor fizična kondicija, ki še vedno lahko na koncu malo stisneš, ne, tako je fokus, da ti pade ta kapaciteta, kakor da je omejena kapaciteta fokusa, ki moraš pol kar malo na silo, še malo
In tukaj se dodati, moraš ozreti nekam izven sebe. Ja, in tukaj pol se spomnim, da sem jaz rekel, temo, pa ta psalm je tako tudi dal ful ene moči, pa prej, oziroma spomnim se že od osnovne šole ene molitve, ki mi je pač mami naučila. Pred testi sem jo vedno, sem vedno zmolil. In ne vem, še do danes jo držim v takih situacijah, jo potegnem tega asa iz rokava. Kakaj je molitev? Sprejmi Gospod so moj prostor, sprejmi moj spomin, moj razum in so mojo voljo. In ta del mi je najmočnejši. Karkoli imam, ali premorem, se pravi v tem primeru, sem dober, imam neko hitrost, imam neko kvaliteto, ki si mi jo ti dal, se pravi karkoli imam ali premorem, si mi podaril ti. Vse to ti vrnem in izročim popolnoma vlada tvoja volja. In to mi je bilo tako, se pravi, to imam, to si mi dal, ampak to si mi ti dal, dam tebi nazaj, in greva skupaj v to, recimo, tako v tem smislu. In jaz se spomnim, nisem še zdaj gledal te vdaje, ker je pretežko mi tako, ne morem še gledati, bom rabo še malo po mojem, da gre vse, Tako malo tudi, ker je Teo bil najbolj sva bila skupaj in bi tudi njemu prvoščil in taka zelo, zelo, zelo natesna zmaga je bila na koncu, da nisem še mogel pogledati. In se spomnim, da je prišlo, ne spomnim se čisto točno v kateri tekmi znotraj teh zadnjih težkih tekem, ker sem vedel, da moram vse zmagati, ampak ker sem prišel na cilj, na ciljanje, sem ciljal ponovati vedno desnega spodnega, vse, kar bom gledal, bom točno vedel, kjera tekma je bila, ker sem ponovati vedno stranskega ciljal in ciljam stranskega in spodnega in tako zadanem levega od zgori. Se pravi, toliko sem zgrešil, čisto sem zgrešil, ampak sem še vedno zadeval. Jaz sem ciljal unga dol in pač mi je nekako čez prst šla žoga ali ne vem karkoli, sem ful zgrešil, pa še zadihan sem bil. Včasih je bilo težko te prve mete, ujeti pa je mal feeling, ampak sem zadeval unga zraven, ki je bila razdalja, recimo, da je bila, če bi zdaj to tako za 90 stopinj vertikalno obrnila, sem ciljal tega, zadeval sem pa tega. Tako da... Ni bilo od tebe. Jaz sem si takrat, v tistem trenutku sem rekel, ok, v redu, ok, v redu, tako je, pomirjen sem ratal. Hvaležnost, začutiš tisto, ok, v redu, imam nek support in pa se spomnim, da sem tisto sem pol tudi zmagal in pol mi nekako se je malo zadeva obrnila, meni v prid, tudi verjetno kondicija je bila meni v prid pol, ampak na koncu pa je pol nimaš kaj. Na koncu pa tvoja volja, in ti v bistvu v tej molitvi prepustiš tudi, če kaj ni čisto tako, kot bi si želel. Kako se je bilo s tem soočiti, da si v bistvu bil finalist, tam pa pol čist za zadnjo zmago je je pa zmanjkalo. To mi je bilo najbolj, to mi malo, še danes nisem, se mi zdi čist predelal te zadeve, ker mi je bilo zelo, tako malo za manj mi je bilo, da recimo Teota sem zmagal, ker načeloma je bil precej boljši od Mareta, Burjo sem zmagal, ker je bil tudi boljši od Mareta tam. Je pa res, da je Maret tudi stopnjeval formo, v finalu je zelo dobro metal, vedel sem, da ima feeling, tudi vem, da on že, ne vem, že vrsto let suva kroglo in kot otrok so neke predstopnje tega treninga, je metanje žogce in on je dejansko celo otroštvo metal žogco. Tako da ima ta feeling v sebi in sprostil se je. Malo mi je žal za enih par zadnjih metov, ki bi lahko jaz obrnil vse poprit. Ni to tako kot fuzbal, ker če dobiš gol, je 1-0 in je ena razlika. Tukaj, če zgubiš, je razlika 2, zato ker je 0-1 za njega, če bi pa ti zmagal, bil pa 1-0 za tebe. Razumeš? In je tako, pač, či se lahko obrne. Če ti zmagaš, lahko ful se obrneš v prid. Če ti zgubiš, pa
ne, on fajn odleti, ne. In žal mi je za par teh zmetov, ki sem jih imel za zmago, pa bi jih lahko zaključil, pa jih nisem. Pa jih je on zaključil in je pol tudi tako se ful sprostil in je vse pol rekel, da kaj videl, da lahko. Vse njemu, ne, je on vsa krila dobil, kar jih je imel, ne, in je pol pocilil, koliko je bilo treba in je pač zaslužil na zmago in se bo mogel sprijazniti. Ja, je pa težko, ne? Težko. Ja, mislim, bilo malo težko, ko vem, da če bi don šla še enkrat, bi verjamem, da bila malo drugačna zgodba, ni nujno, ampak vem, da takrat sem malo tudi jaz spustil tistih zadnjih par metov, pa malo napačna izbira, mogoče metov, pa to, ne, to me tudi malo žre. Enih par takih stvari sem narobe, mogoče taktično tudi zbral stvari, ker poligon pa mete smo si lahko sami izbrali na koncu, ne, in sem si mogoče bi kaj drugače mogel zbrati, no. Ampak vse ni nujno, lahko bi pa tudi drugače bilo, je že moglo biti, koliko je bilo. In na koncu me pa pomirja to, da je Mare ful v redu fant, da ima občutek, je pokazal, da ima občutek in je pač zasluženo zmago na koncu, no. In to me pol na koncu, vedno me pol pomiri, no. Pa kljub temu praviš za izkušnjo ti ni žal. Globoka, močna. Ko prideš zdaj nazaj in ne, ti si v resnici šel, bom rekel, delno znan, ne, prek flipping arta, tako pač pol nazaj si prišel pa tle med zvezdami, ne. Kako se zdaj spoprijemaš s to, bi rekel, vendarle recimo te prepoznajo ljudje, mislim si slavna osebnost, otroci te kujejo v zvezde. Všeč mi je to, ker slišim, da si še vedno ostal skromen v tem smislu, da si vzameš cajt za mulce, da ti ni škoda kakšne minute s kom pač tako, bi rekel, čist po domače se družiti ali kaj pokazati ali pa tako, no. To se mi zdi zelo pomembno, no, ampak kak nosiš težo slave? Mislim, meni zelo veliko pomeni, če sem zares lahko nek dober vzor mladim, ne. In tukaj se lahko spet vrneva na prvo točko, ki sva imela, se pravi gibanje, ne. In to, ker sem jaz, ti si noter v enem mehurčku, ti sploh ne veš, kdo te spremlja, ne veš, a imaš kak vpliv na ostale, ne. Pa ker smo nazaj prišli, smo dejansko izvedeli, da je bilo celo, da so šole imele neko tekmovanje, eksatlon ali nekaj tazga in da tam mali ne skozi postavljajo si neke poligone, se gibajo. In to je, če je to teža slave, naj bo, ne. Če bojo otroci zaradi tega več gibali, šli stran od telefonov recimo, pa se več gibali, mislim, z največjim veseljem grem tja, do une šole in je dejansko tako zelo lepo, res je lepo videti, nisem si mislil, no, ampak ne vem, za otroke očitno smo res neki superheroji tam, ne, in mislim, res nisem predstavljal, da lahko tako daleč pride ta zadeva, ampak to, da si delajo doma po stanovanju poligone, pa da pač tebe oponašajo, ne. To mi je tako res nepopisno, ali pa celo nisem si predstavljal, da lahko pride do tega in se pravim, če bo, mislim, karkoli lahko v tej smeri naredim, ne, bom z največjim veseljem to naredil, ker se mi zdi, da sploh danes v današnjih časih mladina, a pa te sploh mlajša generacija, ne vem, ne more izkušati tega, kar smo lahko še mi, ne. To, da smo lahko šli ven, plezati neki, se igrati, karkoli, laufati, tega, ne vem, sej tudi mogoče ti imaš otroke, vidiš malo vrstnike, ne. Pa veš, kaj si ti delal, ne, ko si bil otrok, ne, kaj pa se zdaj dela, ne.
In če se lahko malo več, če lahko dam jaz nekaj tega, da se malo vrnejo te časi, da se malo vrnejo te aktivnosti, ki smo jih mi včasih delali. Namenoma začnemo delati, ne? To, kar je bilo včasih naravno, je treba zdaj začeti nalašč, namenoma delati. Tako, ne. In to je ful, to, ki je lepo to videti, res je lepo videti, no. Ker sploh, ker jaz vem, kaj to pomeni, pa vem, kaj meni pomenilo to včasih in ker vidim to v njihovih očeh zdaj, da ni zdaj to sam zaradi tega, ker je to zdaj kao, ker je zdaj Exatlon bil in pa ker je, ne vem, kao cool, če laufa čez poligon, ampak ker vidiš, da to iz njih prihaja, ne, da spet prihajamo nazaj do tega gibanja, do neke, te spet biološka potreba, ne, veš, ne. A je to, recimo tako, če probava malo zaključek narediti na temo prihaja novo leto, nova priložnost, recimo pa poveževa s tistimi globlimi spoznanji, recimo tvojimi tam s časov brez telefona, je to konkretna spodbuda, ki bi jo dal, kaj bi recimo tako dal za popotnico v novo leto, recimo? Sprav govoriva zdaj o mlajših generacijah. Ja, recimo o mlajših generacijah ali pa starših, ne, ki te mlajše vzgajamo. Ja, po mojem bom povzel vse besede, ki sem jih do zdaj rekel, zdaj za mlajše, a veš, ful lahko je reči, daj telefon v stran, pa pej tja laufat, ne, sam vse veš, kaj dela dopamin, zelo bolj telefon načeloma nam da nek užitek, našim možganom da užitek in možgani hočejo telefon, ne, njim se ne da dela domače naloge, pa iti nekam laufat gor dol, ne. In da smo skupaj starši z otroki, da kaj tazga skupaj naredimo, ker tudi nam ne škodi gibanje. Ja, tudi to ne bi bilo, tudi to ne bi bilo škoda. Ja, tukaj bi pač itak je vzgoja zelo veliko, ne, in že to, da starši pustijo, da ta mali grejo kamorkoli želijo, ne, gibalno mislim, ne, to je hvala Bogu, da raziskujejo gibalno, ne, hvala Bogu, da takrat iščejo svoje meje, ne, gibalne meje, govorim, ne, da vejo, kje so, ne, ker čudno bi bilo, da bi zdaj recimo ti nekaj iskal svoje gibalne meje, ne, pa mislim, prav je, da to dela kot otrok, ne, in to je prav, da jim starši pustijo in zdaj, ne vem, tehnologija, vse to boš ti bolj vedel, ne, kako se spopadati s tem problemom, ne, ko si oče, ne. Vsaka spodbuda je dobra. Ja, in jaz, če lahko jaz tukaj malo pripomorem k tem, da rečem, dajte rajš, puste telefone, jaz sem bil 3 mesece tam brez telefona in nisem imel lepšega in je to verjetno najboljši čas v mojem življenju oziroma najlepši 3 meseci v mojem življenju in verjamem, da tudi to, ker nisem imel telefona, zelo močen razlog za to. Če mi verjamejo na besedo, upam, da mi verjamejo in pač svetujem, naj dajo kar se da telefon v stran, naj se gibajo, pa naj se raj pogovarjajo, naj skrbijo za neke kvalitetne odnose, ki jih jaz mislim, da telefon ali pa tipkanje prek telefona po mojem ne prenese lih, no. In sem pa tudi tukaj jaz malo težko naredim nek zaključek, ker ne vem čisto točno, kako bi to zdaj, veš, v vsakdanjem realnem življenju to komponiral, ker vem, da je to težko, da je lažje to reči, ne? Ja. Pa vendar ti ne moreš v bistvu za konkretne situacije, ne moreš predvideti, kje so ljudje, ampak takale močna spodbuda je tista, ki se mi zdi, da, a veš, vedno znova rabimo neko spodbudo, da se odloči vsak tam, kjer je. Ja. In jaz bi vsej tako rekel, naj bo vsej toliko močen posameznik pa oseba, pa tudi če govorimo o mladoletnikih, sploh če govorimo tudi v tisti prehodni fazi v otrocih, ne, ki zdaj dobivajo telefon pa to, ne, bi vseeno tako rekel, naj vsej probajo, dobro, tam sem mogoče malo bolj vzgoja, tam bi mogoče bolj starše mogel targetirati. Nekaj kasneje. Da telefon v roke malo kasneje. Ali pa da jih pač probajo vseeno nekako spodbujati k gibanju. Ampak bi vseeno rekel, naj probajo dobiti, tisti, ki že imajo nekaj samokontrola, naj probajo dobiti par teh občutkov, ki sem jih zdaj jaz opisal. Se pravi, da naj bojo toliko močni,
da probajo odmakniti malo te zadeve, pa dobiti malo teh občutkov, pa občutiti, koliko je dejansko dobro. Ker to sem toliko zdaj samozavesten, lahko toliko samozavestno to povem, da sem prepričan, da če boš odmaknil te zadeve, da boš boljše razmišljal, več časa boš imel, bolj jasno boš videl neko svojo vizijo, da ti telefoni pač koliko neka megla pade pol na naše možgane. In zdaj, ko sem to pač jaz doživel, si upam, a veš, dostakrat sem jaz tak, ful, ne upam preveč obljubljati, ker ne vem, ker si rečem, kaj pa če to pride do tega, pa ni pa čist zihar to, pa malo bučke prodajam, pa to, ne. Ampak tukaj lahko svoje izkušnje zelo samozavestno rečem, da sem prepričan, da če bomo več dali v gibanje, pa zdaj bom spet malo skočil, prej si mi omenil, da si začel novo rutino, ne? Ja. Da si začel malo gibati, da si začel neko fitness hoditi. Pa ni to mišljeno, da bi bilo to javno, ampak ja. No pa, stvari moram zdaj še. Treba, moraš ti mene izvati. Ja. No in si tudi rekel, da se boljš počutiš, ne? Pa to se ni to zdaj nobena vesoljska znanost, ampak to gibanje, pa malo več gibanja, pa malo manj telefona, dajmo si vsej nek priložnost, da to izkusimo, da probamo dati malo poudarka na gibanje, pa da probamo dati malo telefonu stran, pa jaz razumem, da imamo zelo natemperan življenje tukaj, da je včasih težko si vzeti čas za 1 uro za fitness ali pa za gibanje ali pa za tek ali pa za karkoli, pa razumem tudi, da smo zelo vezani na tehnologijo, da rabimo tipkati. Sam, dajmo si probati malo, ali pa najdeti neko nedeljo, recimo, ki si lahko naredimo malo po svoje, pa odrezati telefon cel dan, pa malo ta reset, malo detox narediti, pa gibati, trajiti, ne, pa sem jaz prepričan, da bo tudi marsikdo začutil to, ali pa vsej delček tega, kar sem jaz tam začutil. Več neke svobode, ne. Ja, in to bi rekel, no, vse več, kot to težko zdaj rečem, ampak to bi rekel, dajte probati malo, ker marsikdo lahko zdaj reče, to, kar sem rekel, je pa ne, jaz imam družino, ne morem jaz tega, ali pa, dobro, mogoče tukaj bi mlajše targetiral, ne, jaz imam, ne vem, pa fajn je biti na Instagramu, pa ne vem, mogoče jaz kaj že lažje dobim za delati prek Instagrama, ali pa vzdržujem stike prek Instagrama, pa tako, ne, se veš, ne, pa šola, pa gor, neki je iti namensko gor, neki je pa bluziti. Ja, marsikdo pač lahko reče, ja, ti si zdaj pamet, ampak naj sam probajo, tako, to bi rekel. Naj si dajo možnost, pa naj probajo, da naredijo, ne vem, paradnevni detoks, pa več gibanja, malo manj telefona, pa jaz sem prepričan, da bo že tukaj, bojo začutili neko razliko, ali pa bojo nekaj malega začutili, kar sem, o čem zdaj mogoče jaz govorim, pa mogoče me bojo pa lažje razumeli. Super. Tim Noč, hvala lepa. Hvala. Dober pogovor je bil. Vas pa povabim, da se naročite na naš YouTube kanal Družina in življenje, da nas spremljate v tej oddaji Odnosi so zakon. Če gledate tole še pred novim letom, srečnega pa zdravega, pa blagoslovljenega. Če pa že po novem letu, pa seveda tudi. Se vidimo v prihodnji oddaji. Hvala lepa.